V letošnjem letu smo že poslali 90 bonov v višini 40 evrov, katere si bojo lahko v mesecu avgustu, ko akcija tudi poteka, vnovčili v trgovini Partner, in te boni so izključno samo za šolske potrebščine. Nekaj pomoči pa bodo namenili tudi srednješolcem. Tam pa bomo pomagali s splačilom položnic, ki jih prejmejo iz šolskega sklada za učbenike. Tako bodo za letošnjo akcijo Šolar namenili 104 tisoč evrov. Nekaj sredstev smo že prejeli strani donatorjev, nekaj strani občine, še vedno pa pozivamo ljudi, da po svojih močeh darujejo in nam prispevajo v tem mesecu s pripisom akcija Šolar. Sicer pa v tem času z zadovoljstvom ocenjujejo, da so v letošnjem poletju mnogim otrokom iz njihove občine polepšali šolske počitnice. V sklopu tabora, ki smo ga imeli v kampu Podzemelj, in pa 3 terminov letovanja na Debelem rtiču. Zadnji termin letovanja grejo otroci 14. avgusta in to je tudi zadnji termin. Bomo skupaj s taborom in z letovanji omogočili, lepe, brezskrbne, vesele počitnice za 110 otrok. V letošnjem poletju pa imajo še en razlog za veselje, pravi Klemenčičeva. V stavbi nekdanje carine na metliški železniški postaji so namreč dobili nove prostore za njihova skladišča. Selitev že poteka. Ta selitev pa je naša želja že kar nekaj let, kajti do zdaj smo delovali na 3 lokacijah. Se pravi, smo imeli materialno pomoč, hrano na eni lokaciji, oblačilo na eni lokaciji in pa pisarno na 3. lokaciji. Tako da zdaj smo v tem poletju uspeli pridobiti tudi prostore Slovenske železnice, ker bomo imeli brezplačen najem, do leta 2020 je pogodba podpisana. Pisarna bo ostala v prostorih gasilskega doma v Metliki, skladišča hrane in obleke pa selijo v nove prostore. Tako da bomo imeli vse skupaj na enem mestu in bomo bistveno lažje delovali, in tudi dovoz hrane, ki ga dobimo s kamioni, bo bistveno lažji, tako da smo prav veseli, da smo prišli tudi do teh novih prostorov. Veseli pa so tudi, ker imajo v skladiščih zadosti hrane in oblačil. Tudi zdaj v septembru pričakujemo drugo distribucijo hrane, tako da zaenkrat ni pomanjkanja, in zdaj upam, da s to distribucijo, ki jo bomo dobili v septembru, da bomo imeli dovolj do konca leta. Na njihovem seznamu je skoraj 200 ljudi, ki dobijo vsak mesec materialno pomoč. Med njimi pa je vedno več starejših, saj so pokojnine mnogih zelo nizke, dodaja Klemenčičeva.